Lep pozdrav vsem, bom poskušal biti čim bolj učinkovit, pa da ne bomo več zamujali. Mislim si, glede na vedno večje prometne obremenitve, s katerimi se srečujemo vsak dan, pa predvsem velik delež tovornega prometa, ki najbolj vemo, da ta najbolj obremenjuje prometne ceste, imamo tudi odseke, kjer je tovorni promet v zadnjih 10 letih narasel za 5-krat in to povzroča hitrejše propadanje oziroma se to odraža na stanju cest, take, ki so. Glavno vprašanje, ki smo se ga postavili, ko smo pripravili ta prispevek, je bil, a nam zdaj obstoječa regulativa, ki jo imamo za materijale, ki obvladujejo voziščno konstrukcijo, še omogoča sledenje tem trendom, ali mogoče v tujini so vidni kakšni drugačni trendi, usmeritve, ki bi mogoče prišle poštev tudi pri nas. Ker je področje dosti obsežno, pa ni v bistvu vezano vse na asfalte, so si to razdelili po posameznih plasteh, če tako rečemo, in pač jaz bom potem predstavil nevezane nosilne plasti, pa stabilizirane plasti, kolega Mitja bo pa povedal še več o asfaltih, pa predstavil zaključke. V Sloveniji imamo v bistvu tehnično regulativo za gradnjo dosti v redu urejeno, ima dosti dolgo tradicijo in temelji na domačih in tujih dognanjih in izkušnjah, ki jih ni malo. Osnovna regulativa je v bistvu dosti stara, to so bili splošni tehnični pogoji in posebni tehnični pogoji z dopolnitvami, ki sistemsko obvladuje celotno gradnjo, ne samo cest, tudi objektov in ostalega. Potem se je to dopolnjevalo še s tehničnimi specifikacijami za ceste, potem se upošteva še novejše standarde, pa, kakor smo videli v projektnih nalogih, posebna navodila oziroma zahteve. V tem prispevku se potem osredotočimo samo na samo voziščno konstrukcijo, ki smo jo razdelili na nevezano nosilno plast, stabilizirano plast, pa asfaltirane plasti. Glede nevezane nosilne plasti se v različnih državah različno to delijo. Pri nas imamo pač, vemo, da je to sestavljeno iz posodice pa tampona, drugod pa v bistvu so te sloji tudi drugače definirani in ne ločujejo na ta način, ampak so tu vključene plasti, ki segajo do globine zmrzovanja. Tako da smo se potem zaradi lažjega pregleda pa odločili samo za nevezane nosilne plasti pri primerjavi. V Sloveniji imamo v bistvu to dosti v redu urejeno, ki imamo en dokument, ki obsega vse zahteve glede materijalov, kot tudi za samo gradnjo. In v njem so podane tudi zahteve. Pri ostalih državah smo pač, ker smo to pregledovali, ni glih zadeva predstavljena na tak način. Običajno so neki dokumenti, ki predstavljajo poudajajo ene pogoje, zahteve so pa opredeljene v drugih dokumentih. In ni tako, bom rekel, dobro urejeno, kakor smo imeli, kakor imamo v Sloveniji. Tukaj so primere iz Švice pa Avstrije, ker so podani tej pogoji. Glede same zahteve za kakovost samih zrn, ki se uporabljajo za nosilne plasti, so v bistvu kategorije so definirane v 2 evropskih standardih. Ta 2 standarda se občasno tudi malo prepletata. V njem so definirane predvsem kategorije, pa razvrščene, ni pa v samih standardih definirano že v bistvu kot zahteva. Zahtevo potem predstavlja drugi dokument, ko opredeli, katera kategorija, katera vrsta znotraj standarda pride, pač je zahtevana. Pri tem smo potem primerjali za same zmesi kamnitih zrn geometrijske lastnosti pa fizikalne lastnosti. Tukaj v preglednici lahko vidimo za primerjavo za nekaj držav, za katere smo uspeli zbrati podatke.
In lahko vidimo, da so že pri deležu zrn, finih zrn, dosti velike razlike glede na posamezne države. Tudi glede samih uporabljenih zrnavosti so možne dosti različne možnosti, predvsem v Avstriji je ta razpon dosti velik. Pri samem obliki grobih zrn imamo mi dosti ostre zahteve napram ostalim. Pri ekvivalentu peska so pogoji dosti zahteve podobne, pa res, da se ta kriterij uporablja v zelo malo državah. Pri samem odpornosti zrn proti drobljenju so pa dosti podobne zahteve v vseh državah, izjema je Švica, kjer so malo v bistvu nižje zahteve od vseh ostalih. V bistvu te zahteve so primerljive z našimi za manj obremenjene ceste. Potem, ko smo videli, možno se vgrajuje v nevezane nosilne plasti več zrnavosti, je pa res, da se tudi med posameznih zrnavost nominirana v posameznih državah nekoliko razlikuje. To je vidno z tega grafa, da se v bistvu območje ne čist prekrivajo, ampak če naročimo isti material v drugi državi, ni nujno, da je čist enak. Tukaj bi pa pokazal en primer iz prakse, ker pri nas je najbolj običajna nazivna zrnavost nič 32, ki nekako podatki so povzeti iz enega večjega projekta v zadnjem času in to so pač rezultati krivulj zrnavosti, ki smo jih dobili. In zdaj se malo sprašujem, ali je mogoče ta krivulja res 32, ali je mogoče bolj podobna 22. Zdaj, tehnično je v bistvu to predstavlja težavost v tem, ker vemo, da večja zrna lahko prenašajo večje obremenitve. Bolj drobna zrna se pa lažje vgrajujejo. In mogoče, da bi bilo na mestu zapovedati, da če hočemo zagotavljati podlago za večje obremenitve, je mogoče tudi tukaj del ki spada pod te zahteve. Zdaj, pred samim tem je tudi definirano tako, da nominirana zrna nič 32 ne pomeni, da nobeno zrno ne sme biti več od 32. To je v tehničnih specifikacijah zelo dobro opredeljeno in dopuščajo se, recimo pri tej zrnavosti, tudi zrne do 45 pač v nekem deležu, ki bi bila glede same nosilnosti gotovo koristna. Pri samih zahtevah za nosilnosti imamo v bistvu kriteriji, so dokaj podobni povsod. V glavnem se uporablja, so predpisane vrednosti za EV2, največkrat pa EV1 oziroma medsebojno razmerje. Izjema pri tem je Avstrija, ker pa v bistvu imajo zahteve predeljene na EV1. To je edina v bistvu izjema. Večkrat so razdeljene, zahteve so različne za različno obremenjene ceste. To imamo tudi pri nas definirano in podobno tudi v več državah. Mi imamo še eno posebnost, kar se tiče teh zrn, da se v bistvu delimo zahteve, se delijo glede na izvor, s kakim materialom delamo. Tega drugot nismo zasledili. Tukaj so še predstavljene številke, ki smo jih uspeli zbrati, glede same nosilnosti na planumu in vidimo, da tukaj v bistvu v Sloveniji so najnižje zahteve potrebne, medtem ko se same razmerja med EV1 in 2 so dosti podobne v vseh državah. Razlika se kaže pa tudi pri sami zgoščenosti, ki so v ostalih državah pretežno tudi dosti večje. Kar se tiče nevezanih plasti, so zahteva povsod še ravnost na planumu, ta opredeljena v vseh državah in številke so podane. In vidimo, da smo tudi tukaj dosti tolerantni pri temu. Je pa res, da se pri nas vsaj teoretično lahko vgrajuje debelejše zrna, kakor kje drugje. Pri samih stabiliziranih plasteh je regulativa manj natančna,
oziroma malo pomanjkljiva. Osnove so seveda PTP v knjigi 4, potem imamo izdelan tudi tehnično specifikacijo, ki pa velja samo za hidravlična veziva, in za penje in bitume se pa največ uporablja priročnik proizvajalca Wirtgen. Tako da v bistvu regulative na področju penjega bitumna v Sloveniji nimamo. Pri samem, tukaj so zbrane same podatki za agregate, ki se uporabljajo, lahko uporabljajo za posamezne, za stabilizacijo. Vidimo, da tukaj so ta območja precej različna po državah. Kar se pa tiče samih zahtev, je pa najpomembnejši parameter pri stabilizaciji s hidravličnimi vezivi tlačna trdnost. Ponekod se zahteva tudi razcepna trdnost, količina veziva, odpornost na zmrzovanje. V enih državah so pa definirane tudi ostale pogoji, kot so recimo naknadno valjanje delno že starjene plasti oziroma tudi uporaba večjega deleža nizko cementov nižjega trdnostnega razreda zaradi doseganja boljše homogenosti. Pri stabilizaciji s penjem bitumnom je osnovni kriterij indirektna natezna trdnost. To velja povsod razen v Švici. Različna, tukaj moramo ločiti, ker se sami preizkušenci, ki so osnova za določanje tega, se pripravljajo na dva različna načina. Za ene države uporabljajo Marshallov način, ponekod pa ciklično statično zgoščanje. Kot sem rekel, nekje je zahtevana, vse te zahteve glede na države pa to zelo spreminjajo. Če potem pogledamo sam še, glede nosilnosti so tudi, mi se dostikrat primerjajo z Nemčijo, pa to tam tudi imajo v bistvu predpisano minimalno nosilnost glede vgrajene plasti. Tukaj je še pripravljen pregled, ker lahko vidimo, da v bistvu ker v zgornji vrstici so pač podani, kako se pripravljajo ti vzorci, spodaj pa pri vrednosti te natezne trdnosti indirektne, ker vidimo, da se tudi pri nas smo v bistvu med nižjimi, imamo med najnižjimi zahtevami. Medtem ko ostale zadeve so pa recimo zgoščenosti pa bila videti, da je povsod bolj ne v podobnem območju. Zdaj bi pa predal besedo še kolego z asfalta. Lep pozdrav še iz moje strani. Če kar nadaljujemo na bituminiziranje zmesi, prva glavna razlika, ki smo jo ugotovili, je, da večina držav, se pravi vse pregledane države razen Avstrije, imajo zahtevan minimalni delež bitumna in ta je precej višji od splošne zahteve, ki jo imamo mi 3%, in tudi precej višji od deležev, ki jih trenutno dosegamo v praksi. Potem druga velika razlika, ki smo jo ugotovili, je, da na cestah z lahkimi prometnimi obremenitvami ali zelo lahkimi prometnimi obremenitvami tudi v nosilnih plasteh uporabljajo tip bitumna 70-100. Tukaj mi največkrat uporabljamo bitumen tipa 50-70. Razlika, ki smo jo še ugotovili, je, da so v nekaterih državah zmesi za ceste z lahkimi in zelo lahkimi prometnimi obremenitvami bolj zaprte, ter pa za Švico in kakor smo včeraj slišali tudi za Avstrijo, za zelo težke prometne obremenitve uporabljajo v vseh plasteh polimerno modificirano bitumensko vezivo. Zanimivost, ki smo jo še ugotovili, je, da neke zahteve, recimo stabilnost ter tečenje po Marshallu, ki smo jih mi že imeli in smo jih ukinili, v nekih državah še vedno imajo. In še bolj zanimivo je, da so te vrednosti zelo podobne tem, ki smo imeli v USO. Če pogledamo še zbirno tabelo, recimo za obrabno plast za srednje prometne obremenitve, vidimo, da imamo mi in Avstrijci splošno omejen delež, minimalni delež bitumenskega veziva,
ki je 3%, vse ostale države, ki te deleže omejujejo, so pa nekje med 5, 6 in 6,2%. Če pogledamo vrednosti, ki jih mi dosegamo, recimo letos v drugi polovici leta, smo mi tukaj na nekje 4,7% v povprečju. Potem, če pogledamo vezne plasti, po deležu bitumna spet nimamo zahteve. Države, ki imajo zahteve, jih imajo na vrednostih okoli 4%, ter pa nekoliko bolj smo odprti kot druge države. Zdaj, po analizi letošnje druge polovice leta smo tukaj nekje mi po deležu dejansko uporabljenega bitumna na 3,5%. So bile tudi zmesi za 3,8%, ampak tudi so se pa našle nekatere s 3,2%. Zdaj, če gremo še na nosilne plasti, tukaj vidimo, da so spet deleži bitumna višji kot naš minimalni in tudi višji kot trenutno uporabljeni v praksi, ki se gibljajo nekje okrog 3,2%. Sam delež votlin pa v primerjavi dokaj niha, tako da je težko soditi, kje smo mi. Če naredimo še zaključek prezentacije, ugotovili smo, da je naša tehnična lokomotiva zelo dobro obravnava vse vidike cestogradnje, kaže pa primerjava s tujo, da so nekatere ključne kakovostne zahteve za materiale in kakovost pri nas bolj mile. Tukaj moramo omeniti predvsem togost na nevezanih nosilnih plasteh, pa dejansko uporabljeni minimalni deleži bitumna. Zdaj, po tej ugotovitvi seveda potreben razmislek o morebitni nadgradnji in dvigu zahtev. To prepuščamo tudi širši strokovni debati, ter pa seveda nujna je priprava tehničnih smernic za novo uveljavljanje tehnologije. Predvsem tukaj imamo v mislih penjeni bitumen. Kaj še ugotavljamo, da bi bilo smiselno podrobneje opredeliti tudi pravila za uporabo recikliranih materialov, ampak kakor sem danes slišal, se to že pripravlja. Tako da, hvala za pozornost.